sta Nastina starša prišla v Turčijo na obisk, sta nama prepeljala tudi novo posteljo za šnof in midva sva zdaj to staro že 2 meseca naokrog vozakala, ker sva iskala kakšno hišico, vsake toliko sva videla kakšno za kuške, potepuške, ampak od takrat nisva nobene videla oziroma nobene primerne, tako da zdaj sva končno tlele našla eno zadnji dan Turčije, da bomo lahko to poslo donirali potepuhom. Smo se poslovili od zadnje zares plaže v Turčiji, zdaj se peljemo do pristanišča v Bodrumu, kjer bomo prespali, ker imamo jutri zjutraj trajekt že nekaj čez 9, se mi zdi. Verjetno moramo biti malo prej tam, ne veva sicer koliko prej. Pa še, ker smo kupili karte, da smo dolgi do 7 metrov, bomo mogli dati kolesa dol, da nas bojo spustili čez, pa nič težili. Tako da ja, smo se odločili, da boš, da se danes že tja peljemo, pa da zjutraj ne izgubljamo časa, da ne bo treba preveč zgodaj zjutraj vstati. Današnji dan niti najmanj ni dober, prvič zaradi tega, ker je ob 5 zjutraj nekje ropotal zunaj, tako da sva se oba zbudila in sva takrat budna. Drugič pa zaradi tega, ker smo še vedno v Turčiji in bomo še par dni, ker ne moramo iti ven. Ja, šli smo že čez carino tudi za osebe in vse in midva bi lahko zapustila Turčijo, kemper pa ne, tako da pa sva tudi midva tukaj ostala, ne. V bistvu pravilo imajo, da si v 180 dneh lahko 90 dni v Turčiji, zato sem midva vmes, ko sva prvič zapustila Turčijo, bila pol 3 mesece v Gruziji in v Armeniji, zato da se nam je potem v bistvu resetirali, ker zdaj je tisti mesec, ko smo bili mi takrat ta prvič v Turčiji že več kot 180 dni nazaj in se več ne šteje. Medtem, ker za kemper je v bistvu zelo podobno pravilo, kakor ga midva razumeva oziroma kakor ga tukaj v tem portu razumejo, ker misliva, da ga tudi oni čisto dobro ne razumejo. Ampak ja, isto ima po pol leta lahko 3 mesece, ampak ko ti vstopiš s kemperjem ali pa s kakšnim drugim vozilom v Turčijo, se ti začne šteti te pol leta in v une pol leta si lahko 3 mesece noter. In tudi, če ti tako narediš, kakor sva midva za osebe, se ti ne resetira. Zdaj, tudi če je un mesec že 7 mesecev nazaj, bi midva mogla 1 mesec nazaj iti ven iz Turčije s kemperjem. Tako da ne vem, če se kaj razume, tudi midva dobro čist ne razumeva, niti Tudi oni ne. Oni ne razumejo. Njim je pač tam v programu, ko so hoteli deklarati avto, jim je pač napisali, da sva overstayala, da sva predolg 1 mesec noter in v bistvu niso znali čist dobro razložiti, kako in kaj. In v bistvu tretja stvar, zakaj je slab dan, je, da so nama povedali, da na trajekt ne morva. Trajekti vozijo ob ponedeljkih, sredah in sobotah. In da morava zato, ker je kemper predolgo v Turčiji, po njihovem plačati kazen. Kazen se plača na nekem uradu ali ne vem kje, ki pa danes ne dela, ker je sobota in se odpre šele v ponedeljek zjutraj ob 9, ko tudi trajekt odpluje ob 9. Tako da tudi v ponedeljek ne morava iti na trajekt, ampak morava čakati do srede. Petič, ali kjera točka je zdaj že zakaj slab dan, je pa to, da se niti okrog ne morava premikati, zato ker bi po pravilih mogel kemper ostati v carini. In ker je bil ta, ki sva se pogovarjala z njim, dost prijazen, čeprav sva se drla 2 ure nanj, je pač zrihtal, da lahko pač spimo v kemperju in smo v kemperju in da smo parkirani nekje blizu porta, ampak se pa ne smemo naokrog voziti, tako da zdaj moramo biti nadaljnjih 4 dni tle. Ja, ker če se naokrog vozimo in je kakšna policijska kontrola, lahko še za to kazen dobiva, da se z avtom voziva okrog, ki bi mogel biti na carini. Tako da ja, nič dobrega, zdaj bomo tukaj še 5 dni v Turčiji, niti ne na lepem placu, tako da v bistvu sam komaj čakava,
še gremo v Grčijo nazaj in da zapustiva Turčijo. Pa še interneta nama je zmanjkalo, tako da zdaj morava iti še peš do tega operaterja, da podaljšava internet oziroma kupa nove podatke. Ne. No, včeraj smo šli v mesto Bodrum in moram reči, da je to verjetno najlepše obalno mesto turško, ker je res čist belo in tiste ozke ulice, res smo se počutili, že kada smo prišli na Kos, čeprav nismo. Ja. Tako da ja, no, če že moramo biti tle, je vsaj fajn, da je lepo mesto. Ja, pa tudi tle imamo kar srečo, da je ta ulica res sam sreča, da je obrnjena tako, da lahko solar nagnemo, tako da lahko normalno delava in nimamo težav z elektriko. Tako da sam upava, da nama še naslednjih par dni, ko bomo mogli tukaj biti, ne bo nihče zatežil, da se moramo premakniti in da bomo lahko še tukaj počakali ta trajekt. Tako da ja, jutri greva urejati te papirje, da bomo lahko šli ven iz Turčije s kemperjem, za ta vlog je pa to, pa se vidimo v naslednjem. Ja.